Um, dobro jutro vsem, ki nas poslušate na to sredino jutro, vsem na Twitterju oziroma X-u, na YouTubu in drugih spletnih platformah. Preden začnemo, naj vas samo spomnim, da tisti, ki nas poslušate na YouTubu, nam bo zelo pomagalo, če nam stisnete like, se subskrbate, če še niste, stisnite zvonček, da vas obvesti, ko imamo nov video gor, da nas lahko poslušate. In s tem lahko tudi začnemo Space. Blaž se nam je tudi pridružil, upam, da bo lahko še kaj povedal. Jaz sem mičkeno prehlajen, tako da bom več besede pustil Mateju, kar ne bo težko. A si ziher? Ja, si že v zagonu, sem videl, da zjutraj si bil že na drugem Spaceu, tako da lahko samo nadaljuješ tukaj. Tako da izvoli. Ne, kar začnem. Sej, v bistvu lepa zmaga Lakersov, no. V bistvu bi s tem začel, kljub temu, da manjka Nuggetsom nekaj igralcev, kot si napisal, z desetkanimi Nuggetsi. Mislim, niso ravno toliko zelo zdesetkani, vsaj če gledamo njihove igre v zadnjem času. V bistvu so ravno zdaj, pred tem zadnjim porazom, pa pred to tekmo so izgubili še proti Hornetsom, ki so Lakerse premagali, pa premagali kar nekaj ekip v zadnjem času, igrajo dobro. Ampak ne bomo zdaj v njih, ampak o Nuggetsih, ki so pa do takrat igrali v bistvu odlično, imeli v tem obdobju po Jokićevi poškodbi 6 zmag, en poraz samo, in kazali zelo dobre igre. Predvsem Murray je v zadnjem obdobju, predvsem po poškodbi Jokića, res prevzel vse vajeti igre in mislim, da bo letos zasluženo postal All-Star, prvič v karieri All-Star. Končno, ne? Ja, ne, gre vsekakor za All-Star igralca, ki samo nekako v karieri se mu to do zdaj še ni poklopilo, ampak obenem pa tudi deloma ni imel priložnosti recimo pokazati take igre, ker je Jokić vedno bil zdrav in je seveda bil tista prva opcija v ekipi. Zdaj, ko je pa manjkal, je pa lahko se pa v bistvu vse vrti okoli Murrayja in v tem obdobju res igra kot eden od najboljših igralcev lige in seveda igra tako, kot je v bistvu vsa leta igral v play-offih, ne pa v rednem delu sezone. Vedno je bil igralec, ki je dvignil svojo igro v play-offu, ni pa v rednem delu sezone bil tako konstanten, da bi bil že All-Star in ja, letos zasluženo in ravno zaradi tega mislim, da je to zelo lepa zmaga Lakersov, ker so Nuggetsi pokazali seveda, kako globoko in kako dobro ekipo imajo zdaj, ko je Jokić manjkal, premaga recimo Celticse, Sixerse, na gostovanjih na vzhodu, Buckse. V bistvu so imeli dolgo serijo gostovanj in v tem obdobju razen proti Hawksom vpisali poraz, vse ostale tekme pa zmagali. Tako da taka zmaga še posebej pa v Denverju, pri njih doma, ker vemo, ta višinska razlika, ki je tam skoraj, da mislim, da so malo na 2 kilometrih skoraj, da višine v Denverju in se seveda pozna, da je manj kisika in zaradi tega je to eno od najtežjih gostovanj v ligi in zmagati na tak način, s tako igro, je res lep uspeh. Zdaj, ne vem, če bi šel konkretno že na tekmo ali tebi pa, Blažu, ne vem, če se bo pridružil, prepustim Blaž, za si uvod. tu? Si prisoten ali samo poslušaš? Okay, Zgleda, da samo poslušal, ja. Če želi se kdo drug prijaviti, kot vedno, ja, mikrofonček je na voljo vsem spodaj levo, pa se oglasite, ampak če mi prepuščaš tudi za kakšne poudarke tekme besedo, bi pa... Ne, zdaj sem pa mislil jaz kaj povedati. Ok, izvoli. Prva četrtina je bila neverjetna, kar se tiče trojke, še predvsem seveda Denverja. V prvi četrtini so bili tudi Lakersi 50% za 3, ampak vrgli so jih le 4, zadeli 2, medtem ko je Denver vrgel 11 trojk in zadev kar 9. Tukaj mislim, da ni bila obramba tako slaba na trojki, kolikor so Denver dobro metali, tudi iz takšnih pozicij, ko ponovadi bi rekel, da ne bodo zadeli. In takoj so nabrali 9 pik.
9 pik zaostanka Lakersi v prvi četrtini, v drugi četrtini tudi solidna. Marko, Ja, samo za prvo četrtino bi eno stvar omenil, ja, ki ja. me je presenetila, pač to, da so začeli v bistvu na tekmi s consko obrambo. In mislim, da je bil tudi to eden od razlogov, da so se Nagici na začetku razigrali. Sicer so nekako v tej coni, ki so jo igrali, puščali mete, recimo temu najslabšemu členu, ko gre, ko gre za met za 3 točke v vrstah Nagicov, Spencerju Jonesu. Ampak je Spencer Jones zadev prve 2 oziroma prve 3 trojke iz igre, potem seveda tudi ostali igralci so se razigrali, ampak me je presenetilo, da so začeli s cono in je bila potem v drugem polčasu obramba neprimerno boljša, ko so več prevzemali in seveda tudi pametno podvajali Murrayja. Ampak o tem potem, sam za prvo četrtino sem hotel to consko obrambo omeniti. Ja, seveda. Spencer Jones ne samo, da je zadev prve 3, ampak celo prve 4 trojke. Če smo že pikolovski in v bistvu v igri jih je držal na začetku Luka, ki tudi ni zgrešil iz igre. V prvi četrtini 6-6 iz igre, 2-2 trojke, 2-2 prosti meti, 16 pik, medtem ko so vsi ostali dali 4 ali manj. Če Luka ne bi Če ne bi bil tako nezgrešljiv, mislim, da bi bila razlika še dosti večja. V drugi četrtini si je Denver še vedno obdržal soliden met iz igre, tudi za 3, zato so še vedno vodili ob polčasu, še predvsem sploh nismo uspeli videti na kameri tisto izza polovice, tisto trojko Murrayja, ker je kamera že nekako hotela iti v polčas in potem kar enkrat vidiš samo, kako gre žoga skozi koš in seveda je treba gledati replay, da se sploh vidi, kdo je vrgel, kaj se je zgodilo. In tista je bila malo nesrečna trojka, no, ker mogoče tudi ni bila tako dobro pokrita. Ne spomnim se, kdo je točno držal Murrayja, ampak mu je dal šanso, da je pač zadev in to seveda se malokrat zgodi, ampak zdaj se je zgodilo. Ja, po prvem polčasu je izgledalo, da je na nek način zmaga skoraj usojena na Denverju, vsaj glede na to, kako so zadevali trojke, ampak ta obramba, sprememba v obrambi je bila pol ključna. V drugem polčasu, v prvem polčasu se je razigral tudi Murray, ki je dosegel 26 točk z metom 9-15, potem pa v drugem polčasu samo 2 točki med 1-7 iz igre, oziroma pardon, 1-6 iz igre. Torej, zadev je samo en met od 6 in ta sprememba v obrambi, kjer so prevzemali, ampak potem zelo pametno in pravočasno podvajali Murrayja in to ne vedno s tistim najbližjim igralcem, ampak iz slepe strani, kjer ni bilo žoge, je recimo low man prišel podvajati in potem so bile seveda rotacije naprej tudi pravočasne. Zdaj, deloma se je tudi Denverju zatresla malce roka v drugem polčasu. Zdaj, če celotno tekmo seveda ekipa zadeva vse tiste odprte mete za dane vsakega, potem boš verjetno izgubil vsako tako tekmo, nimaš kaj za narediti in Lakersi so tudi odigrali nekaj takih tekem oziroma proti takim nasprotnikom v zadnjem času, ampak v drugem polčasu je bila obramba precej boljša, predvsem to podvajanje, sprememba iz conske obrambe v individualno oziroma v prevzemanje in pa ta pravočasna podvajanja na Murrayju so bila tudi ključna. Ja, Ayton je dobro začel tekmo, ampak potem dobil udarec, mislim, da v oko, oziroma nekaj se je držal za glavo po eni defenzivni akciji, tako da ni mogel pol nadaljevati tekmo. Soliden je bil, no, 4 pike v 15 minutah, ampak 8 skokov. Mene je predvsem jezilo, da ko je imel na sebi manjšega igralca, predvsem čez Murrayja, nikakor ni uspel zadeti. Enkrat, čisto na začetku, sicer je šel zelo agresivno na obroč, pa je imel 2 okoli sebe in jih je uspel ubiti. Potem pa z Murrayjem na sebi, ko so dobili ta mismatch, nikakor ni uspel čez njega, niti poskušal ni zabiti, nego samo vrgel nek floater, ki itak pri njemu se zelo redko zadane, bolj hookshot je pri njemu bolj siguren. In tudi Jackson Hayes, ko imel na sebi Murrayja ali kakšnega drugega manjšega, ni uspel zadeti in
seveda njemu je treba servirati žogo in Luka mu je enih par takih dobrih serviral v tej tekmi, da lahko rečemo, da to so že kar ene izmed top akcij sezone. No. Zaradi tega to je v bistvu edini razlog, da se splača gledati Lakers trenutno. Je Luka, namreč to je bila res maestralna predstava na obeh straneh parketa in ja, tisti lob, ki je v bistvu behind the back, crossover, step back v fake meta, ampak je bil lob v bistvu za Hejsa v tranziciji. Ti se bila res čudovita poteza, ampak takih je imel kar nekaj na tej tekmi in recimo, ko sem omenjal Murrayja v prvem polčasu in drugem polčasu, ko so ga Lakersi začeli podvajati, tudi Nuggetsi so v drugem polčasu potem dosti bolj intenzivno podvajali Luko, ampak tukaj se pa potem seveda vidi ta razlika, ki jo Luka lahko tudi kljub podvajanjem še vedno naredi. In je tudi v drugem polčasu potem bil odličen, med 4-7, 15 točk, 7 podaj, 7 skokov, po seveda izjemnem prvem polčasu, v katerem je pa dosegel 23 točk, 6 skokov in 3 podaje in v bistvu držal ekipo nekako Lakers v igri blizu. Potem pa, ko so tudi ostali igralci dodali svoje, predvsem, ko gre seveda za to zadevanje odprtih metov za 3 točke. Govorili smo o obrambi, ampak ključna stvar je bila pa tudi ta, da so lahko parirali Nuggetsom pri metu za 3 točke. To je ena stvar, ki se je tudi poznala na tekmah, ki so izgubljali v zadnjem času, preprosto niso mogli držati ritma, ko gre za met za 3 točke. Recimo izpod koša so tudi na tekmah, ki izgubljajo, več ali manj učinkoviti, dosegajo točke brez večjih težav in prihajajo do točk, ampak če ti menjaš celotno tekmo od trojke za dvojke, boš zgubil tudi, če si 100% za dve, če karikiram malo vse skupaj. In na tej tekmi so zadeli te odprte mete za 3, ki so jih dobivali, ki jih ustvarja seveda Luka svojo gravitacijo. Danes sem videl spet zadnjo statistiko gravitacije in je Luka res pri vseh teh gravitacijskih statistikah, ne samo v svojem razredu, ampak kot bi rekli Američani, off the charts, vedno na grafu skoraj da tam desno zgoraj v kotu, tako visoko, da skoraj da iz grafa pogleda, ko gre za gravitacijo in seveda navleče nase toliko pozornosti obrambe. In o tem je, mislim, da tudi LeBron po tej tekmi, če sem prav videl, govoril in izpostavil to Lukovo gravitacijo, ki je res največja in najboljša v ligi. In seveda, ko izkoristijo ostali Lukovi soigralci to gravitacijo, potem tudi Lakersi dosti lažje zmagajo. Ja, sem najdel ta citat od LeBrona. We had so many eyes on him. If I catch the ball and I got a numbers game where it's 4-on-3, I feel like I can make the right pass for my teammates. In to je tisto ključno, tudi v zadnjem času bilo. Realizacija 4-3 preprosto ni bila dovolj dobra na tej tekmi, v drugem polčasu pa je bila. In ja, ko Luko podvajajo, še vedno prispeva s podajami in koši, ko Murrayja podvajaš tako, kot so ga Lakersi, ga pa lahko izločiš iz igre. In to je razlika med recimo All-Starom in resnim MVP kandidatom. Ja, v tretji četrtini so ga začeli podvajati že na polovici in Luka je odgovoril z 9 pikami v 12 minutah tretje četrtine, za 4 skoki, 4 podajami in eno ukradeno žogo, med 4-5 in bil eden najbolj zaslužnih za to, da so se Denver približali. Še bolj zaslužen pa mislim, da je bil Tim Hardaway Jr., ki ne samo, da je metal trojke 0-8 in še vedno ni uspel spraviti pod 40% Denverjev met za 3 na koncu, ampak je celo fauliral na trojki Gabe Vincenta, tistega, ki smo ga zadnjič malce pokritizirali. Jaz ne vem, kako lahko Gabe Vincenta na trojki fauliraš. Seveda je potem en prosti met zgrešil, 2 je zadev, na koncu 1-2 trojke. Tim Hardaway 2-12 iz igre, 0-8 trojke. Sicer je imel 3 blokade, ampak
Na srečo je bil tokrat na naši strani, oziroma Lukovi strani. Vmes so se še neki hecali, sem videl med tekmo, ko je zadev iz pol razdalje Luka, so se neki tam smejali s tem Preko Hardawayem. Hardawaya. Ja, ja. In to je bilo in to je Hardaway iz tistih časov v Dallasu. Vse smo ga gledali, manj recimo nekaj vročih šuterskih tekem in jih je tudi imel za Nagice v zadnjem času. Ampak potem pa pride tudi nekaj takih tekem, kot je bila tale nocojšnja, kjer pa meče 0,8 za 3. Na koncu LeBron z 19 pikami, 8-15 iz igre, 1-1 trojke in 2-6 prosti meti, imel je kar 6 izgubljenih žog, 3 v prvi četrtini, potem pa je rekel, da se je potrudil pa te izgubljene žoge držal na minimumu, do konca samo še 3. Še 8 podaj, večina teh je bila po igri 4-3, ko je dobil od Luke žogo in potem ustvaril to hokejsko podajo, ki se pač ne šteje v tistemu originalnemu igralcu, ki prvi poda žogo, ampak Luka ima ogromno hokejskih podaj ravno zato, ker ga toliko podvajajo zaradi gravitacije, ki so jo že omenil. In obramba Lakersov se vidi tudi zelo dobro na sami statistiki, že samo če pogledaš pike po polčasih. V prvi četrtini so Nuggets dali 37 pik, v celem drugem polčasu pa 1 piko manj, torej 36, kar res govori o tem, kako dobra je bila obramba in kako so uspeli Mareja odrezati od vseh drugih. Sicer napravijo kar nekaj podaj, ampak tako kot je omenil tudi Igor v komentarjih v Twitterju, Denver je zgrešil veliko zicerjev v drugem polčasu, Lakersi so imeli tudi veliko sreče. No, mislim, imeli so tudi veliko nesreče, ko so dobro okrili trojke, pa so jih zadeli 9 od 11, tako da tle se vse skupaj zanačilo, po mojem. Na koncu so Nuggetsi še vedno metali skoraj 41%, 40,5%. Za 3 trojka je bila odlična in je bila bolj pomembna tista obramba pod košem tudi potem, ko so recimo v drugem polčasu podvajali Murrayja in rotirali v obrambi, zaprli, seveda stekli na trojko, ampak potem tudi tiste druge, tretje rotacije, ki so potrebne pod obročem, so bile boljše, to je treba reči. Pa ko omenja že igralce, zdaj posameznike, ki jih velja izpostaviti, lahko tudi druga Timija izpostavlja, oziroma omenimo, glede na to, da je imel še eno dobro tekmo in je v bistvu igralec, ki je malce poživil igro Lakersov zdaj s tem, ko je dobil nekaj priložnosti na zadnjih tekmah. 9 točk v malce manj kot 11 minutah, 3 skoke, oziroma, pardon, 3 skoke še zraven dosegel. Sicer v obrambi ne pomaga tukaj kaj dodati, ampak v napadu je pa zelo raznovrsten igralec, visok igralec, centrsko višino ima, lahko zadane za 3, lahko se odvaja pod obroč, ni sicer atlet, ki bi lahko pospravljal lobe pod koš, ampak je pa borben igralec, ki se bori in je tudi, mislim, da pozitiven dodatek ekipi zdaj bil, ko se vsi vrnejo in so vsi zdravi, je zdaj vprašanje, če bo v rotaciji, ampak glede na igre, ki jih je zdaj pokazal za recimo tako 10 minut na igro, se mi zdi lahko prav koristen. Sicer ne ravno kot center, ampak na položaju 4 zagotovo mu dosti bolj zaupam kot Maxiju Kleberju. Na tej točki je jasno, da Maxi ne more več igrati oziroma ni več dovolj dober, predvsem v napadu. Je povsem neuporaben, v obrambi se še znake postaviti, ampak je pa tudi fizično ni več seveda na tistem nivoju izpred 3-4 let, ko je bil tudi odličen rim protektor. In tukaj ne bi imel nič proti, če te minute, ki jih sporadično dobiva Maxi, grejo recimo drugu Timiju. Tako da je en tak recimo obrobni roleplayer, ki lahko nekaj doda, ker sem trenutno in je tudi na tej tekmi bil plus. Sigurno, ja. Šen Matej se nam je pridružil. Matej, dobro jutro. Ja, dobro jutro. Matej zagotovo pozna Timija iz Gonzage.
Ravno sem hotel reči, on je iz Gonzage, Ja. kot sem že rekel, meni zelo ljub igralec, pustil velik pečat v študentski košarki. Gonzaga je tudi drugače takšna fakulteta, da so igralci, ki v tam prihajajo, zelo pošlihtani v glavi, ker dajo veliko na te vrednote, tako da on je zagotovo odličen po tej plati. Problem je bil, zakaj ga niso draftali, recimo ostali, ker je počasen na nogah. Zanje je bil velik pomislek, ali lahko brani pick and roll. In jaz mislim, da tukaj ima še vedno seveda velike težave, je dosti počasen, ampak je izjemno košarkarsko inteligenten, lahko ga in tukaj bi jaz dal velik plus JJ Redicku, no? Ker druga timija postaviš malo više tam na vrh rakete, da odigra, on odlično vidi, zna čitati igro. Zaradi tega je bil že toliko dober tudi v študentski ligi, hkrati moramo pa potem prilagoditi obrambo, kakšna cona ali kaj podobnega je bistveno lažje igra kot pa 1-1, sploh pick and roll, kot sem rekel, težko braniti. Tako da tukaj bo JJ Redick moral biti tudi pri ostalih igralcih po moje zelo inovativen pa poskušati različne variante. Ja, tako kot si rekel, dosti dal v napadu, nekaj da nazaj v obrambi, nimaš kaj, tako da verjetno ga bo JJ dajal noter, glede na to, kakšno postavo ima nasprotnik. Je pa tudi res, da če izgubi nekaj točk v obrambi zaradi teh težav, ki si jih naštel, lahko še vedno kaznuje v napadu manjše igralce, ima dobro centrsko tehniko, sigurno boljšo od Aytona in Hayesa, in ne boji se spustiti žogo na parket, zavoditi enkrat, dvakrat, če je treba, in zaključiti ne samo čez male igralce, ampak tudi čez malo večje. Pa je visoki igralec, ki lahko zadane za 3 in pri tem spacingu, ki ga imajo Lakersi, je tak igralec, ima še dodatno vrednost, lahko če povleče recimo centra iz rakete ali pa ga vsaj prisili, da ga malce bliže pokriva, tako da lahko odpre več prostora za prodore, potem Luke ali pa LeBrona. Z LeBronom dosti igra v minutah, ko v bistvu Luka ni na parketu in ravno v tej floor spacing vlogi je lahko tudi koristen. In glede na to, kakšne težave imajo seveda Lakersi z metom za 3, je to še en argument, zakaj si zasluži priložnost tudi na naslednjih tekmah in upam, da ostane v rotaciji. Dovolj je zdaj pokazal, da če se seveda nasprotno ne zgodi in ne izkaže, da v obrambi je na tekmah prevelik minimum, da lahko dobiva teh recimo 10-11, 10 do 15 maksijevih minut na tekmo, odvisno od seveda tekme in tudi samega poteka. Ampak ja, vsekakor igralec, ki si ga velja recimo se ga velja izpostaviti ali pa nekaj v njemu reči, ker gre za enega tazga kultnega igralca iz koledža, tudi kot je Matej omenil. In ja, Luka, mislim, da eno stvar, ki lahko še omenimo, je v bistvu Lukov boljši met za 3. Zadnje čase zgleda prihaja do te pozitivne regresije, tudi min, o kateri smo govorili, oziroma sem jaz govoril, da bi morali prej ali slej priti nekaj spacov nazaj in se zdi, da zdaj prihaja do tega in recimo na zadnjih 5 tekmah meče 42%, meče celo 46% za 3. In glede na to, kako slabo je metal seveda na začetku, me ne preseneča, da ima zdaj toliko boljši met in upam, da se bo zdaj to nekaj časa zadržalo, potem pa se nekje ustali pri tistih, ne vem, vsaj 36, 37%, ki pa tudi njemu olajšajo delo, ker en tweet sem videl po tej tekmi, ki res se mi zdi povzame bistvo vsega, da Luka doesn't get enough praise for his production with this roster. Da Luka ne dobi dovolj kredita oziroma pohval za to, kaj dela s tem rosterjem. Res igra letos z najslabšim spacingom v ligi. Nasprotne obrambe zgoščujejo obrambo konstantno pod obročem, seveda ga podvajajo na zunanjih položajih posod, ne samo na trojki, ampak tudi na polovici parketa, kot si omenil Marko, ali pa celo pod njegovim košem. Tudi take primere smo videli. In da lahko ima tako produkcijo kljub recimo takemu pritisku obrambe,
ki mislim, da je še nekaj večja, kot je bila recimo v Dallasu, vsaj za enkrat, zdaj bomo videli, ko se AR vrne, Reeves vrne, če se bo kaj spremenil, ampak za enkrat je res, ob takem spacingu zadeva res izjemno veliko število težkih metov iz pol razdalje in pod košem je tudi izjemno učinkovit, zdaj, ker se mu še trojka odpira. Če bi trojka že od začetka sezone mu tekla, bi imel 36-37 točk povprečja, ob tem, da je najbolj podvajan igralec lige. In mislim, da se preprosto ne zavedajo mnogi, kaj počne, oziroma se zavedajo, pa ga ravno zaradi tega sovražijo, ker je tako dober. In to je tudi velja izpostaviti. Res, MVP predstava Luke in upam, da tudi v tem oziru dobi nekaj več pozornosti v prihodnosti, v nadaljevanju sezone. Ja, gledal sem konec prve četrtine, ko sta šla LeBron in Ayton ven, je Luka igral z tricaši Hayesom, Smartom, Vincentom pa Vanderbiltom. Mislim, komu od njih naj poda, da bodo zadeli tisto odprto trojko, ko nimaš 5 metrov okoli nobenega. Nekdo, ki že dosti časa gleda NBA, bi rekel, ja, valjda Vincentu, ne, ampak Smart je bil tokrat najboljši tricaš pri Lakersih, Brgu je 6 trojk in jih zadel kar 3, večinoma odprte seveda, eno tudi z sidestepom oziroma stranskim korakom, da se je znebil nasprotnega branilca in pri Smartu je tako, da je enostavno samozavesten in tudi, če nasplošno ne zadane dosti trojk, čez celo sezono meče 32% za 3, je vseeno, če samozavestno vrže tisto odprto trojko, jo seveda zadane. Mislim, ko nekdo vidi, da nekdo meče 30% za 3, to pomeni, da na treningu verjetno meče, ne vem, 85%. Ok, to glih ne, no. Ne iz igre, ampak hočem reči, ne iz igre, ampak trening šuti, ne? Ja, ne, se pravim, 85 ravno, to so tisti res najboljši. Mislim, saj ne Smart, no. Smarta zelo dvomim, da jih zadane 85%, ampak tam 50% pa ja, mislim, to pa vsak povprečen košarkar, šuter zadane vsaj polovico takih catch and shoot na treningu, metov sem, ki mu podajajo žogo, ja, mislim, to pa vsekako. Dwight Howard 85 je malo veliko. Dwight Howard ni imel problem zadeti, mislim, da enih 7 ali 8 trojk zapored, razumeš. Pa nikoli ne meče iz igre trojke, nikoli, ne. Tako da jaz mislim, da če bi ujel na en dober dan igralca kot je Smart ali ne vem, mogoče Caruso tudi, recimo, če primerjamo podobne igralce, čeprav Caruso malce boljši, lahko zadanejo tako trojke, da si misliš, Klinc, te bojo dali 40% trojka več na tekmah, ampak ni tako, ne. V bistvu so to igralci, ki jih ne smeš pustiti same, veš, vseeno, ne, ker veš, da bo vrgo, ne. Največji problem so igralci, ki veš, da njim samozavestna, ne. Čeprav pri Smartu njega puščajo samega, se to vidimo, da ga konstantno in potem je seveda tist make or break situacija, na nekaterih tekmah zadane, na nekaterih ne, samega ga pa puščajo. Smarta. On tudi, če jih bo 7 falil, bo 8 vrgo, veš, samozavestno, ne. Problem je pa, recimo, jaz se spomnim tisto, ne vem, kdo je bil, ali Broni, ali v tistih, ne vem, kdo je igral, ko se je pol JJ Redick zadrl, Jazz sam vrže ta proklet met, neki mu je sklopija, veš. Ja, ki še Rui, ali pa Knecht. Ja, veš, ko ne, znam, da je imel nekaj časa problema, ne, mojster tega je pa Maxi, ne pozabiti, ko je bil še v Dallasu, ko je vrgel tja v tribuno žogo, ne, ko je bil 3 metre od koša, ne, ker ni bil samozavestno. Tako da, Lakers imajo, tako ko rečejo podcasterji, preveč strelcev v ekipi, ki ne znajo streljati. Ja, ok, tega nisem že slišal, mislim, ja, ne, met za 3 je morda celo njihova največja težava, vsaj do zdaj bila v dosedanjem poteku sezone in glede na to, da
zdaj so odigrali koliko 42 tekem, se pravi, mislim, da so pri 42, če se ne motim. Ja, 42, se pravi, eno tekmo čez polovico sezone in prva polovica je zaznamoval, poleg seveda slabe obrambe, zame še večja težava, slab met za tri, ne samo slab odstotek, ampak tudi nizko število poskusov. V obeh teh stvareh so med tremi najslabšimi ekipami in v moderni košarki tako preprosto ne moreš preživeti. In to je verjetno tudi eden od razlogov, a veš, ta rent, ki si ga imel zadnjič Markov, Gabe Vincentu, eden od razlogov, da JJ toliko zaupa Gabe Vincentu, ker ja, je tudi eden od teh igralcev, ki bo vrgel, tako kot Marcus Smart, ampak v bistvu sta one dva skorda edina igralca, ki se ne bojita meta, tudi če zgrešita recimo veliko trojk, ampak obenem je seveda problem to, da nista zanesljiva ostrostrelca in nimajo teh movement šuterjev, Lakersi, šuterjev, kakršen je bil JJ Redick, ne nazadnje. Nimajo pa tudi 3&D igralcev, ki bi igrali dobro obrambo in zraven lahko metali za tri, kot recimo je bil Dorian Finney-Smith, ki so ga imeli lansko sezono in je v tem aspektu seveda pomagal. On bo tudi lahko, če dobi 8-9 korner trojk, jih bo 8-9 vrgel iz kota, tudi če jih bo zgrešil recimo 6-7. A veš, kaj mene preseneča, ne? Na prejšnji tekmi, mogoče še bolj kot na tej, oni so na 10-dnevno pogodbo podpisali zdaj Kobe Bufkina. To pomeni, to je tip pogodbe, ki jo lahko samo še enkrat podaljšajo. In to klubi podpišejo takrat, ko hočejo testirati igralce. Kobe Bufkin je imel pač odlične predstave v G-League, bil je tudi draft prve runde in so mu očitno hoteli dati priložnost. Ne štekam, zakaj mu že na prejšnji tekmi JJ Redick, ko bi lahko, ni dal dovolj priložnosti. Ja, veš, ker jaz sem razumel, da zdaj igrajo 6-7 tek, imajo izjemno zgoščen spored, praktično igrajo na 2 dni do All-Stara, po All-Staru pa igrajo potem še back-to-back z Oklahomo pa Spursi, nora spored imajo in jaz mislim, da je to logika zdaj, da mu daš 2-3 tekme, ga sprobaš, da igra, pa vidiš, a podpišeš ali ne. Tako da tega najbolj ne štekam, še posebej, ker so ti zunanja linija res katastrofa. In kaj zgubi s tem, če probaš Kobeja Bufkina namesto Gabe'a Vincenta ali pa koga. To edino ne razumem, zakaj mu ne da tistih 15 minut, pa da vidimo. Ja, ne, zakaj JJ tako zaupa Gabe'u Vincentu, tem smo že dosti debatirali. Moja teza je pač ravno ta, ki sem jo omenil, da pač je, da na nek način Gabe Vincent je najbližje temu, kar je bil JJ kot igralec v ekipi, v tem rosterju, ki ga imajo zdaj trenutno. Še vedno ni niti pol toliko igralca, kot je bil JJ, ampak najbližje temu je in ker jim manjka tak profil igralcev, domnevam, da mu zato zaupam, ampak se strinjam, če pripeljajo igralca na to 10-dnevno pogodbo, nekako pričakuješ, da bo dobil priložnost, potem pa se seveda, če se ne izkaže, ne bo dobil nove 10-dnevne pogodbe, ampak ne vem, ena stvar, ki sem jo hotel sam še omeniti, je, da ne samo, ker govorimo toliko o napadu Luke in na nek način ga kritizirajo ogromno zaradi obrambe, ampak je tudi na tej tekmi odigral dobro obrambo in igra to sezono tudi dobro obrambo. In se mi zdi, da v teh igralcev, recimo igralcev na MVP nivoju, je med tistimi, ki igrajo v bistvu boljšo obrambo, boljšo od Jokića, boljšo od Shaya Gilgeousa-Alexandra, pa ne gre tukaj samo za eye test. Čakaj. Kaj, Shai Gilgeous-Alexander je slab obrambni igralec. Mislim, še vedno boljši od Luke, oprosti. Ne, ni. Ne vem, če gledaš tekme OKC-ja, je on skoraj da vedno najslabši obrambni igralec OKC-ja. Če gledaš tekme Lakersov... Ampak to je relativno, zato ker ima toliko dobrih poli sebe. Ne gre za to relativno, res, glej tekme OKC-ja, gre se za število backdoorov, ki jih dopusti, gre se za število akcij, v katerih gleda žogo, ne pa svojega obrambnega igralca in ga zgubi. Recimo, če se to zgodi Luki enkrat na tekmi, je ta posnetek takoj viralen. Ampak to se zgodi SGA-ju 3-krat, 4-krat na vsaki tekmi. Dejansko lahko vidiš, ti tukaj vidiš, da seveda večina ljudi dejansko ne gleda tekem, ampak samo
tisto, vidiš en highlight ali pa lowlight, seveda na Twitterju in potem sodi na podlagi tega. Ampak sem hotel ravno, ko govorimo o obrambi Luke, omeniti statistiko. Njegovo obrambno statistiko, pa ne za te napredne indekse, ampak za tracking številke. Luka je trenutno igralec, ki v obrambi brani največ izolacijskih posesti med vsemi igralci lige. Na prvem mestu je po številu posesti v izolaciji, ki jih brani, in v izolaciji dopušča 41,2% met iz igre, kar je pod povprečjem lige glede na napade v izolaciji, seveda. In igra, mislim, to je več kot očitno, recimo, če ko ravno omenjamo Shaja Gilgeousa-Alexandra, on brani 4-krat manj izolacij, ker imajo seveda tako dobro obrambno ekipo, 4-krat manj izolacij in dopušča 46% met iz igre. Torej 5% slabše ob dosti manjšem volumu. Hočem samo reči, da Luka že samo po volumu igra ogromno v obrambi in seveda je jasna tukaj tudi taktika ekip, da ga poskušajo utrujati s tem, da ga targetirajo v obrambi, ker je najbolj nevaren igralec Lakersov in ker se okoli njega vse vrti. Zraven pa seveda Lakersi nimajo rosterja, ki bi ga lahko skril, katerem bi ga lahko malce skrili, tako kot skrivajo SGA ali pa tako kot skrivajo Jokića, Nuggets in Oklahoma City. Tega si Lakersi ne morejo privoščiti in zaradi tega seveda Luka more neprimerno bolj garati v obrambi in številke potrjujejo, da tudi v obrambi daje svoje. Ne samo to, da je na prvem mestu po številu izolacij, ki jih brani, ampak on je tudi med 5 igralci, ki branijo največ polstopov na tekmo. Če sem natančen, na 4. mestu je. In v polstopu pa dovoljuje 52% met iz igre, kar je pa že spet podpovprečen za polstope, za igro pod obročem, kjer pa seveda v glavnem prevzema centre. Recimo Evan Mobley, ki je eliten obrambni igralec, brani malce manj, malenkost manj, on je na 7. mestu po številu polstopov, pa dovoljuje 49% met iz igre. Pa je med najboljšimi v tem aspektu v ligi, saj statistično, ne govorim dejansko, ker seveda številke je treba v kontekstu gledati, ampak tukaj pri Luki v kontekstu celotne njegove igre, koliko igra v obrambi, koliko in tudi kako dobro igra v obrambi in zraven koliko more dati v napadu, zame je on to sezono igra bolje kot v 23-24 sezoni. Mislim, da je fizično na višjem nivoju in več daje od sebe. Marko je hotel verjetno prej reči, da je vse relativno. Najslabši igralec Oklahome je v obrambi je boljši kot najboljši igralec Lakersov v obrambi. A veš? In v tem smislu se brez veze ukvarjati, kakšen je Luka v obrambi, ker mora Pelinka tukaj narediti svoj job. Luka je dovolj dober v napadu, verjetno mogoče najboljši v ligi v napadu in vsak sposoben in spodoben menedžer bi okrog njega sestavil ekipo, tako da mu obrambi itak ne bi bilo treba garata. Ne? In to so naredili v Denverju, Oklahoma Prest je itak z drugega planeta, toliko odstopa kot menedžera, veš, in to morajo drugi narediti. Luko je pa, če smo pošteni, težko je to prodati kot odličnega obrambnega igralca, ne, pa mu tudi ni treba biti, da se razume. Nisem rekel odličen obrambni igralec, ampak dober, boljši od tega, kar govorijo. Če smo čisto pošteni, no, tiste razprave, sodniki in te zadeve še vedno to ven seka potem tudi, kar se pozna, oni tranzicije ne morejo braniti. Jaz govorim o obrambi. Tranzicije tudi zato, ker preden se Ayton vrne do vrha rakete, razumeš, nazaj so oni že nasprotna ekipa že zaključila akcijo. Veš, pač ekipa je tako sestavljena, da tranzicijo težko branijo, še kaj drugega težko branijo. Veš, in tu ni krivda Luke, ampak je Rob Pelinka tisti, ki mora nekaj narediti. Seveda, vsekakor, ampak jaz sam govorim primerjalno z drugimi, tako kot si rekel. SGA ima izjemno obrambno ekipo, Jokić ima odlične obrambne igralce okoli sebe. Vsaka ekipa mora okoli superzvezdnika
pripeljati igralce, ki lahko zadevajo mete za 3 točke, igrajo dobro obrambo. To so tiste osnove, ki jih rabi vsaka ekipa. Ampak jaz govorim, samo če primerjamo Luko z drugimi, recimo MVP kandidati, mislim, da argumentirano igra boljšo obrambo in tudi more igrati boljšo obrambo od njih, ker Lakersi nimajo dobre obrambne ekipe. Tukaj se strinjamo, ja. Ampak meni se samo zdi, ker čim nekdo začne govoriti o Lukovi obrambi, vidim, zanj sem videl, Carmelo Anthony pa PJ Tucker modrujeta o tem, kako je Luka glavni problem Lakersov v obrambi, in čim to rečete, vem, da gre za čisto sovraženje Luke in nista nobene tekme pogledala, ker če pogledaš katerokoli tekmo Lakersov in od tega in tisto, kar dobiš od te tekme, zaključek, ki ga potegneš, je, da je Luka problem Lakersov v obrambi, potem si preprosto hejter, po domače povedano, in nisi gledal tekme in ne moreš gledati tekem in pride do tega zaključka. To je vse, kar sem v bistvu hotel reči, ker je to pač eden od teh narativov, ki se ponavlja pri njemu, ampak Luka že spet po številkah, samo če gledamo volume, količino napadov, ki jih mora igrati v obrambi, kjer je aktivno vključen v obrambo, je toliko večji od ostalih igralcev, o katerih smo govorili, Jokić. Jokić recimo po številu postopov ali pa izolacij ni niti med 200 igralci, ko gre za količino tega, ker ga seveda povsem skrijejo. Nikoli ne pride v situacijo, ko bi mogel sploh garati na tak način v obrambi. SJ je podobno, mislim, je neprimerno niže, ker ga seveda lahko skrijejo. In to velja za vse igralce in to je tudi tisto, kar bojo Lakersi morali narediti. Bomo pa videli, zdaj 2 tedna je še do konca prestopnega roka in bomo videli, če bojo naredili kaj v tem oziru. Damjan Pergar pravilno ugotavlja, no, vsaj po mojem mnenju, da ko in če sestavijo Lakersi ekipo, kjer bo Luka najslabši obrambni igralec v peterki, potem bodo Lakersi top 5 obramba lige. Fact. Jaz se s tem se popolnoma strinjam. strinjam. Ja. Se strinjam. Počasi smo prišli na... Saj to smo lahko načeloma že videli, mislim, pa niti ni bil najslabši obrambni igralec v prvi peterki, ampak ni bil pa recimo med 3 najboljšimi v prvi peterki, ko je Dallas imel top 5 obrambo lige. In to je imel 22 in 24 z 2 različnima rosterjema. V tem bodo tudi top contender, veš, ne sam top 5 obramba lige. Absolutno. Ja, ker napad bo zelo sigurno deloval, ne. Tako, prišli smo počasi na konec Spacea. Oba Mateja, prosim, če imate še kakšne zaključne besede, povejte zdaj, ali tako če reče na poroki. Jaz sem sam vesel, da so Warriors izgubili, pa da je Minnesota izgubila, ker je Zahod toliko zgoščen, da vsak poraz konkurence pomaga. Žal pa, se pravi, Phoenix je spet dobil Filadelfijo, kar kaže, koliko je Zahod močan, in pa Houston je obrnil San Antonio. Tako da v bistvu mislim, da 1-2 zmagi te ločijo od tega, si tam 4. ekipa ali pa v play-inu na Zahodu. Tako da vsaka zmaga štela. In tako zna biti do samega konca sezone, zato dejansko zdaj te naslednje tekme, ta serija gostovanj, ki jih zdaj imajo, 8 gostovanj oziroma 8 potovanj, vmes je 1 domača tekma, ampak potujejo za vse tekme v teh naslednjih 2 tednih in mislim, da bo to zdaj zelo pomemben del sezone za njih, nekako pred tem trade deadlineom, All-Star breakom. Te tekme, ki so po svoje tudi nekako zelo zahtevne za igrati, vedno pravijo, da je to mogoče celo tisti najtežji del sezone, nekako čakaš na ta All-Star break, na premor, utrujen si že in vsi sam čakajo, da bo prišlo do tega premora, ampak Lakersi si ne morejo prvošiti zdajle recimo kakšne nove serije porazov, kot so jo imeli v zadnjem času, in zdaj imajo Clippers, potem pa iz sobote na nedeljo Maverickse, potem so Bullsi, Cavaliersi, Wizardsi, Knicksi in potem Netsi, potem se pa vrnejo nazaj domov in igrajo proti 76ersom 6. februarja. Tako da
Ja, te tekme bojo zdaj zelo pomembne in seveda se bomo slišali tudi po naslednjih tekmah, Marko. Ja, sigurno. V primeru poraza ali zmage se slišimo, razen če nas ne bo spet nekaj položilo vse tri naenkrat, kot se zdaj v tej zimi redno dogaja. V Clintonu danes sem šel ven, sem peljal otroke, pa je bilo spet -5, pa pišejo, kdaj bo že enkrat. Saj zimo imamo, no, mislim, Ja. Mene sam všeč, da je zima, no, ne pa ti zdaj pozimno, ne vem, 10 stopinj ali pa 5 stopinj, saj mora biti malo zima. Vsako jutro, ko bom drsal v avto, te bom poklical, prav, kot je tako še. Saj vem, ampak vseeno imam raje še posebej zaradi psa, zaradi tega, ker sem še zblatil, če je tistih 3-4 stopinje, zdaj pa zamrznen, se mi ni treba več spucati. Ampak dobro, ne bomo zdaj v vremenu, bomo po tekmi s Clippersi v petek se pol slišimo. Bomo malo več v vremenu takrat. Ja, pa z Blažem sva govorila še, da bomo verjetno v naslednjem mogoče tednu, če nam bo ratal kakšen nogometni space, imeli na temo novega selektorja, pa tudi še kakšnih drugih nogometnih topik se lahko lotimo in jih bomo obdelali. In nam sledite pač na YouTubu Sport.info.si in na vseh podcast platformah, enako Sport.info.si, Spotify, Apple Podcast, tam nam lahko pomagate še z oceno, če nam lahko date 5 zvezdic, bomo zelo veseli. Na YouTubu pa seveda všečki, pa še zdaj je še hype button, ki še dodatno pomaga pri opaznosti in če lahko še to kliknete, bo pa sploh vesele. Da, Marko. Ja, tako je. Hvala vsem, ki ste nas poslušali danes v malce večjem številu kot ponovadi po porazih. Slišimo se naslednjič po naslednji tekmi. Hvala obema Matejema seveda za vajin prispevek k današnjemu spaceu. Slišimo se, do takrat pa bodite dobro in upamo na zmago na naslednji tekmi. Adijo. Živa. Adijo.